In bi povabil še tretjega predavatelja v tem sklopu, in sicer izredni profesor Zdravko Kube, tudi prihaja z Filozofske fakultete, z oddelka za filozofijo, kjer je strokovnjak tudi za politično filozofijo in njegovo predavanje, njegov prispevek danes ima naslov oziroma vprašanje, kaj je avtonomija univerze. Najlepša hvala za besedo, hvala seveda tudi za možnost, da lahko sodelujem na tem simpoziju obstoletnici univerze, sicer bi rekel, ne toliko strokovnjak za politično filozofijo, ampak bolj za nemško klasično filozofijo. Moje predavanje bo verjetno to povezano z poklicno formacijo, podobno tistemu, kar je bilo pravkar rečeno, da bom govoril toliko o univerzi v Ljubljani, če tudi nekaj malega tudi o univerzi v Ljubljani, temveč o tem, kaj je avtonomija univerza nasploh, torej tudi ljubljanska. Pozoril bi najprej, da z avtonomijo univerze v resnici govorimo o zelo velikih pojmih. Tako velikih, da je avtonomija neposredno zapisana tudi v Ustavi Republike Slovenije, ki v 58. členu pravi, državne univerze in državne visoke šole so avtonomne. Zanimivo državno. Rečeno je bilo, da imam 15 minut. Težko odgovoriti na vprašanje, kaj je avtonomija univerze, zato bom se umil samo na nekaj glavnih poudarkov in začel bom s kratkim zgodovinskim pregledom. Kajti univerza je nastala kot srednjeveška iznajpa in to se je še zmeraj deloma drži kot dobro in slabem, jaz bi rekel morda več kot slabem. Prve univerze so nastale v 15. stoletju, vemo Bologna 1888, Bologna do Bologna, iz spleta razloga. Predtem se je predajanje vednosti odvijalo predvsem na okviru samostanskih in katedralnih šol, ker je cerkev skrbela za svoje kadre. Ampak potem, ko so se z odkritjem določenimi zgodovinskimi okoliščinami, z odkritjem rimskega prava in deloma z odkritjem arabske medicine povečala potreba po strokovnjakih in je posvetna oblast hotela imeti neodvisne kadre, so se postopoma oblikovala posebna središča, v katerih so delovali učitelji in študenti iz vseh vetrov. In da bi jih zaščitili, in sicer predvsem, da bi jih zaščitili pred posegom lokalnih mestnih oblasti, jim je cesarska oblast podelila avtonomijo, se pravi nekakšen privilegij, da same urejajo svoje notranje zadeve, vključno s pravico v omejenem obsegu s pravico do sojenja. Znotraj tega oblikovanja srednjeveške avtonomije igra pomembno vlogo dokumenta Authentica Habita iz okoli leta 1155, ki je za Bolonsko univerzo izdal cesar Friderik I in je bil pozneje vključen v korpus rimskega prava, kar verjetno deloma pojasni pomen in razširjenost avtonomije univerze tudi v današnjem pravnem redu. Ampak poudariti je treba, da se avtonomija univerze sprva ni razlikovala bistveno od avtonomije drugih srednjeveških korporacij. Bila je pač avtonomija neke skupine ljudi, ki so se ukvarjali z neko dejavnostjo. Univerza je bila izvorno Universitas Magistrorum et Scholarium, ampak podobno kot so obstajale druge univerze, naprimer Universitas Pistorum, Univerza Pekov. In njihova samouprava je bila v izhodišču zgolj poudarjen primer pravice do cehovskega urejanja notranjih zadev, ki je bila nasploh značilnost srednjeveške družbene organizacije. In ta plan se kaže v posebnem obredju s talarji, s verigami, ki smo mu lahko priča v slavnostnih priložnostih in so še enkrat tipična srednjeveška znamenja avtoritete in na katere so posebej ponosne zlasti novejše univerze, zlasti tiste najnovejše. Potem je univerza se skozi zgodovinski razvoj večkrat znašla v krizi. Prva kriza resna nevarnost je pomenila reformacija, ker so bile pač univerze vezane tudi na papežki privilegij. Druga nevarnost je, to je zdaj paradoksno, tisto, na kar radi pozabljamo, druga nevarnost je predstavljal razvoj znanosti. Kajti, kot je bilo rečeno, srednjeveške univerze niso bile raziskovalne institucije. Ampak so korpus vednosti obravnavali kot več ali manj dovršen, v glavnem vsebovan v delih avtoritet in določenih korpusov.
in so videli svojo nalogo predvsem v prenašanju te vednosti ter izdajanju ustreznih potrdil, diplom. Zato so teologija, pravo, medicina, ki so se zaključile z diplomo, z dokazom za poklicni usposobljenosti, veljale za zgornje fakultete, seveda za razliko od filozofske, ki je bila spodnja. V 17. in 18. stoletju so se zato, in to praviloma izven univerz, začele ustanavljati posebna združenja učenjakov, namenjena odkrivanju in širjenju nove vednosti. In to so bile akademije. Tako da smo imeli pozicijo, če smo zdaj na akademiji. Akademije proti univerze, univerze proti akademije. No, pravi prelom pa je srednjeveška univerza doživela šele s francosko revolucijo in oblikovanje moderne države. Ta razvoj je šel v dve smeri. V sami Franciji je nova oblast razpustila univerze. Konec je bilo vsaj za nekaj časa. Zakaj? Zaradi tega, ker so jih percipirali kot to, ker so bile kot institucije starega režima, ki je se vpisoval v sistem privilegijev. Nasprotno pa so v Nemčiji, še zlasti v Prusiji, in to je zanimivo, zaradi poraza proti Napoleonu, zaradi tega, ker so hoteli duhovno obnoviti tisto, kar so izgubili fizično, začeli razmišljati o prenovi izobraževanja in ustanovitvi univerze novega tipa. Humboldt, o katerem se zmeraj govori v tem primeru, ampak mislim, da vendarle je upravičeno, če tudi ta ideal nikoli ni bil realnost, je vseeno kot ideal imel neko normativno vrednost. Ta Humboldt, ki je vodil prenovo, je pri tem izhajal iz stališča, da lahko človek šele skozi bildung, izobraževanje, umiko, formiranje postane svoboden, je avtonomen subjekt. Izobraževanje zanj ni sredstvo za kaj drugega, ampak je samo svoj smotr, je bistveno formativno. Se pravi, še enkrat, njegova vloga vednosti je oblikovanje subjekta. Vednost ni nekaj, kar človek ima, ampak to, kar določi, kaj človek je. Drugače pa je bil Humboldt prepričan, da takšen posameznik nikoli ne more biti škoda za državo, vredno svojega imena in nazadnje tudi zase. Znotraj tega projekta je seveda kot vrh dobila posebno vlogo univerza. Humboldt je razlikoval med elementarnim osnovnim poukom, šolskim poukom in univerzitetnim poukom. In univerzitetni pouk se po eni strani razlikuje od osnovnega in šolskega poučevanja. V šoli se človek nauči vsega, kar se lahko nauči od učitelja, drugače je na univerzi, kajti v šolsko-univerzitetnem pouku se v univerzitetnem poučevanju se vednost lahko spostavi zgolj svobodno, skozi akt samodejavnosti, kot pravi Humboldt, in torej ob načelni enakosti študentov in profesorjev. Po drugi strani pa naj bi pouk na univerzi vključeval enotnost raziskovanja in poučevanja, in sicer, to se mi zdi tudi pomembno, obe smeri. Na univerzah naj bi torej posredovali vednost v njenem nastajanju in zaradi tega morajo profesorji raziskovati. Hkrati pa naj bi samo poučevanje okrepilo raziskovalno delo kot bistveno skupni projekt. In zaradi tega raziskovalec, zato da bi bil dober raziskovalec, mora to vednost prenašati, kajti v soočenju z drugim preveri, utemelji to, kar ve. In tako je nastala Berlinska univerza, imamo Bologno 1888 in Berlin 1810, ki se potem razširi povsod po svetu in je vsebovano v geslih, ki jih poznate, Bildung durch Wissenschaft, Freiheit und Einsamkeit, Forschung und Lehre in tako naprej. Ampak tu se ne bom posebej ukvarjal s temi gesli, za naše potrebe bi poudaril dvoje. Najprej to, da se je s Humboldtsko univerzo spremenil pomen same besede univerza. Namreč, če je prej poudarjala skupnost univerzitas magistrovno med skolarjem, zdaj izraža dejstvo, da je ta institucija mesto vse vednosti, torej univerzitas scienciarum, ni nič več učiteljev in študentov. S tem je poudarjeno, da je vednost neločljiva celota, po svojem pojmu neomejena in nenehno v nastajanju. S
Spremenil pa se je tudi pomen avtonomije. Če torej avtonomija prej poudarila pravico do upravljanja lastnih zadev, vključno s poučevanjem, se zdaj navezuje predvsem na vednost kot mesto samodoločanja in nazadnje svobode. Avtonomija univerze v tem smislu sinonim za avtonomijo znanosti, avtonomijo vednosti. In se podrobneje nanaša na institucionalne pogoje, potrebne za znanstveno prakso, za znanstveno ustvarjanje in poučevanje. Čisto kot upomno bi dodal kot razliko med zgornjimi in spodnjimi fakultetami. To, kar se zgodi z Humboldtom, z moderno univerzo, je pravzaprav to, da se ideja filozofske fakultete razširi na celotno univerzo. Nadalje bi povedal nekaj podrobnejšega če to zdaj v zvezi z univerzo, bi se zaustavil tudi nekaj malega še o avtonomiji. Najprej je to seveda znotraj politične filozofije pojem, ki skuša misliti skupaj svobodo in podrejenost. Po Rousseauju je ljudstvo svobodno toliko, kolikor si sama postavlja zakone, ki ga zavezujejo. In dodajmo, da je že pri Rousseauju se zastavi vprašanje o vsebini teh zakonov. Kako vemo, kaj je tisto, kar si ljudstvo postavi. In to je potem privedlo do nekega raziskovanja med občo voljo in voljo vseh, ker je edino obča volja je tista, ki izraža, skozi katero se manifestira svoboda nekega ljudstva, ampak kako je določiti. No, na področju moralne teorije, kjer sta pojma svobode in avtonomije ravno tako tesno povezana, pa sta v obtoku razširjeni recimo dve pojmovanje avtonomije. Po eni razlagi je subjekt avtonomen toliko, kolikor lahko v danih okoliščinah v skladu z lastnimi prepričanji in potrebami prosto odloči se sam za tisto možnost, ki je po njegovem najustrežnejša. Človek bi lahko naredil to ali ono, ampak odloči se za tole. In dejstvo, da se je nazadnje odločil sam, da je nazadnje izbral on sam in da to tudi prevzel odgovornost, je tisto, kar po tej razlagi iz njega dela avtonomni subjekt. Torej, avtonomija je v tem smislu preprosto pravica do svobodne izbire. To bi bilo eno. Po drugi, Kantovi razlagi pa je posameznik avtonomen toliko, kolikor deluje kot umni subjekt. To je po zakonih, ki jih postavi ki jih je mogoče utemeljiti na umni način. To najprej pomeni, da mora biti subjekt načeloma sposoben utemeljiti, zakaj je, glede na dane smotre, izbral tole in ne raje drugega. Kajti, če tega ni sposoben, potem dejanje ni bilo niti njegovo, niti ni bilo dejanje v pravem pomenu, temveč rezultat zunanjih vzrokov, ki so se v skladu z naravno nujnostjo iztekli v ta dogodek, ki se navzven manifestira skozi njegovo delovanje. A ne samo to. Sposobno mora biti tudi utemeljiti, zakaj se je postavil takšne smotre svojega delovanja. Kajti, če posamezniku smotrnega delovanja ostane zgolj ta svoboda, da izbere najboljše sredstvo za realizacijo že danega smotra, potem je dejansko ta zunanji smotr tisti, ki postavlja v zakone njegovega delovanja. Tukaj deluje zgolj kot izvršitelj zunanje postavljenih zakonov, tako da je v tem primeru heteronomen. Ampak po Kantu ne pozna drugega božanstva kot sebe. Skratka, prizna samo tisto, kar postavi sam. Torej, subjekt je avtonomen zgolj toliko, koliko je sposoben navesti obče veljavne razloge, lastne zakone zakaj hoče to, kar hoče. Tako da je avtonomija v tem smislu, v tem drugem smislu, kot sem rekel, natanko nasprotje od arbitrarnosti. Se izključuje v tem primeru. In prepoveduje dejanja, ki jih ni mogoče utemeljiti na umen in obče veljaven način. Subjekt je tukaj avtonomen in je subjekt zgolj toliko, koliko stori tisto, kar bi moral storiti vsak umni akter. In zaradi tega lahko rečemo, da je avtonomni subjekt v tem smislu, ne subjekt proste izbire, ampak subjekt, ki nima izbire, temveč mora narediti tisto, kar je treba narediti.
Po prvem branju se avtonomija skratka zvede na avtoriteto, ki ni treba polagati računov, nazadnje kot rečeno na samovoljo, na arbitrarnost, hočem, ker hočem, in zakaj to hočem, je popolnoma moja stvar. Sic volo, sic jubeo, sic pro ratione voluntas, ali če hočete v sodobnejši obliki, I did it my way, skratka. In bom zato tudi nosil odgovornost. Po drugem pojmovanju, ki je veliko strožje in vsebuje tudi vsebinsko plat, to pomeni avtonomija podreditev zahtevam uma, sposobnost, da je dejanje vsaj načeloma mogoče utemeljiti v polju vednosti. In v tem pomenu avtonomije je logika proste izbire, kot rečeno, pravno znamenje heteronomije. Kajti, če nismo sposobni povedati, zakaj to počnemo, če nismo sposobni tega utemeljiti, potem je naše delovanje določeno od drugih vzrokov. Zunanjih vzrokov. Zdaj, kaj to pomeni za avtonomijo univerze v današnjih okoliščinah, če pustimo prihodnost za zdaj ob strani. Ko govorimo o avtonomiji univerze, mislim, da težave očitno izhajajo tudi od tot, da mešamo dva modela univerze, srednjeveško in moderno univerzo. In da prav tako mešamo dva pojma avtonomije, pač tisto tam, ki smo ravno kar omenili. Zadevo nekoliko vlaža dejstvo, poenostavi, namesto da bi imeli 4 elemente, to zadevo poenostavi dejstvo, da mislim, da se obe distinkciji v veliki meri prekrivata. Skratka, srednjeveška univerza je bila avtonomna, mislim, da lahko rečemo v prvem pomenu, namreč v smislu, koliko je pač bila avtonomna, da je sama urejala svoje zadeve in si sama postavljala svoje pravila, kako je pač to počela. Medtem ko je moderna univerza, po mojem predvsem implicira avtonomijo v drugem pomenu, se pravi, v pomenu, kjer se avtonomija bistveno veže na vednost in umnost. Mislim, da je iz te vzporednosti nazadnje mogoče potegniti nekaj uporabnih poudarkov glede avtonomije univerze danes. Najprej, kar se tiče odnosa do države. Seveda je mogoče reči, da je kot vsako mesto oblasti, mogoče reči je, kot vsako mesto oblasti, vsaka oblast je nevarna, zato ker ima nazadnje oblast, moč. In kot vsako mesto oblasti je tudi država nevarna in toliko pomeni avtonomija univerze tudi zaščita pred samovoljo države. Ampak treba se zavedati, da se je od konca srednjega veka ta odnos, po mojem, vendarle nekoliko spremenil. Spremenil se najprej toliko, kolikor mislim, rečeno s Hegelom, da je moderna država tudi sama institucija vednosti. Skratka, da je institucija, ki deluje po načelu enakosti in mora svoje oblast in postopke utemeljiti z obče veljavnimi, torej zadnje, z umnimi razlogom. In če to drži, to pomeni, da potem iz tega izhaja, da ima ta moderna država in moderna univerza isti izvor, isti princip, če hočete. In država kot zakonita oblast je toliko, mislim, da najmočnejši vzvod, ki ga ima univerza za zaščito svoje avtonomije pred zunanjimi pritiski, tudi na področju vednosti, ne zgolj pravi. Hegel pravi, da ima vednost svoje mesto v državi. In pri tem misli seveda na opozicijo med državo in cerkvijo. Kaj pa naj zagotavlja avtonomije univerze, če ne država? In dodajam, da se mi v tem pogledu zdi nenavaden položaj teološke fakultete. Rečeno je bilo, da je leta 1988 oziroma 1989 bil podpisan protokol, da se je pozneje pač vključila nazaj v sistem Univerze v Ljubljani. Ampak teološka fakulteta je pri nas prek velikega kanclerja in sklicevanjem na dokumente, ki niso del, vsaj koliko sam vem, pravnega reda slovenske države, podrejena cerkvi in njenemu narodu. Zdaj, težko vidim, kako je pod takimi pogoji, vsaj sam, mogoče govoriti o avtonomiji. Odnos do države pa se je, smo rekli, spremenil tudi toliko, koliko ima
moderna država pozitivno obveznost za vzpostavitev pogojev, ki so potrebni, da znanstveno ustvarjanje lahko poteka v skladu z lastnimi zakoni. To je avtonomno. Potem se zastavi vprašanje, kaj je avtonomija univerze, pod kakšnimi pogoji je mogoče zagotoviti avtonomijo univerze, med drugim tudi z ustreznim financiranjem. Univerza, ki nima sredstev za to, da bi delala tisto, kar bi po svojem mnenju morala, ne more biti avtonomna. Tako da je zagotavljanje institucionalnih tudi finančnih pogojev nujni pogoj avtonomije. Druga zadeva drugi odnos se nanaša na odnos do vednosti. Kot rečeno, je avtonomija moderne univerze pojmovno odvisna od avtonomije vednosti, znanosti, zdaj ne vem točno, kako bi tukaj, ampak posredno recimo tudi umetnosti. In toliko bi se morala ta avtonomija pozitivno izraziti predvsem v ustvarjanju in prenašanju utemeljene vednosti. Univerza je torej avtonomna toliko, koliko ji uspe oblikovati avtoritativno znanost. In v področju njene upravne avtonomije sodi vse tisto, kar je potrebno za dosego tega cilja. In dodajam, da so po mojem mnenju, če govorimo o tem, kaj ogroža avtonomija univerze, po mojem so doktorati sumljive vrednosti večja grožnja avtonomiji univerze, kot način, kako se odziva na sporne poslovne prakse. Tudi to je grožnja avtonomije univerze. Kajti, če ni sposobna urediti razmer na osnoter, je ne more zahtevati na vzven. Ampak, koliko se avtonomija univerze veže v prvi vrsti na pojem vednosti, potem mora najprej zagotoviti kvaliteto znanstvenega dela. Vse ostalo je drugotno. Pride pozneje. V negativnem smislu pa to pomeni, da univerza ne sme sprejemati heteronomnih smotrov, se pravi smotrov, ki ne izhajajo iz napredka znanosti ali ga celo ovirajo. Poudarjanje usposabljanja za delo, kar se je de facto razširilo z bolonjsko prenovo, prilagajanje gospodarstvu, to je po mojem v temeljnem nasprotju z avtonomijo univerze, koliko se avtonomija univerze veže na pojem vednosti. Mislim, da je tukaj ena od glavnih nevarnosti za univerzo njeno avtonomijo danes. Po eni strani njeno nekdanjo nalogo vedno bolj vzemajo raziskovalni inštituti, po drugi strani pa se sama in jaz mislim, da od te za vlastnim sodelovanjem vedno bolj podreja logiki poklicnega usposabljanja. Skratka, univerza se danes po obeh plateh spreminja v višjo strokovno šolo. Ampak, če se vrnemo k začetnemu vprašanju, kaj je avtonomija univerze, potem je jasno, da takšna univerza kot višja poklicna šola ne samo, da ni avtonomna, ampak avtonomija tudi ne potrebuje. Zakaj naj bi bil avtonomen zavod, ki usposablja za trg dela? To je čisto, če pogledamo, prazno, nesmiselno. In obratno, če je državna univerza edina institucija, ki ostala Slovenije izrecno zagotavlja avtonomnost, potem že od tot izhaja, da je treba avtonomijo razumeti, kot rečeno, v navezavi na vednost. Se pravi, ravno ne v srednjeveškem, temveč modernem, humboldtovskem, kantovskem, hegelovskem smislu. Vsi ti avtonomije univerze zares torej pomeni zavzemati se za univerzo pod srednjo institucijo vednosti. In mislim, da na ta način razume avtonomijo tudi sama ustava, ki v komentarju pri 29. členu, ki v komentarju izrecno navaja navezavo na 29. člen, ki pravi, zagotovljena je svoboda znanstvenega in umetniškega ustvarjanja. To dvoje je treba misliti skupaj. Se pravi, znanstveno in umetniško ustvarjanje je tisto, ki upravičuje in zahteva avtonomijo neke institucije. In univerzi ta avtonomija pripada zgolj toliko, koliko je to prostor ustvarjanja in širjenja vrednosti. Drugače ne. Hvala.